Jo, folk, dobrodošli v nov video in danes zelo poseben video, danes je nedelja in če si pogledamo 30.1. v ponedeljek, se pravi 2 dni po tem, ko sem videl objavila ta Neumann Wallet scam video, zdaj ne pravim, da so oni dobili od naju idejo ali pa karkoli, ampak moram reči, da so pa zelo vesela, da so začeli še drugi mediji govoriti o temu Neumann scamu, ker se mi zdi, da res veliko folka ne ve, ker najprejšnji video o Neumann Walletu je dobil tako 100 dislikeov, pa ne vem, 80 lajkov, se pravi ratio najslabši do zdaj. Ful je nekih ljudi, ki so nam govorili, da ne particularly, da to ni scam, ampak da pač se da od tega zaslužiti. S tem pač, kar je res, če si dost early, pa če pravilno greš ven, se da zaslužiti, ampak to vsem odsvetujeva in to je zelo slab način, da bi zaslužil denar. Ni sustainable, ni scalable, vedno lahko propade, tako da ja, ful je razlogov, zakaj tega ne delati, no. In v glavnem, v ponedeljek 30.1. je Siol.net objavil ta članek, ki si ga bomo zdaj skupaj prebrali, ki se meni zelo zanimiv. In ja, v bistvu lahko kar začnem, bom se samo malo pomanjšal. Spravo, Neumann Wallet ponuja zaslužek s kriptovalutami, ki je glede na število objav in komentarjev na državnih omrežjih v zadnjem obdobju očaral in omrežil številne Slovence. Izplačila so redna, zadeva preverjeno deluje, denarja ne izgublja nihče, pravijo zadovoljni slovenski uporabniki platforme. Do svoje stranke je zelo dolgo redno izplačeval tudi Bernie Madoff, organizator največje Ponzijeve sheme v zgodovini, pokazateljev, da je Neumann Wallet v resnici Ponzijeva shema oziroma oblika dolgoročne prevare in nelegitimna platforma za naložbe pa je ogromno. In verjetno je samo vprašanje časa, kdaj bodo akterji v ozadju zaprli vrata in zginili z denarjem vlagateljev. Jop, točno tako. In če si pogledamo naprej, platforma Neumann Wallet uporabnikom obljublja 3,5 do 4% dnevne donose glede na njihovo prvotno naložbo prek trgovanja s kriptovalutami. To bo v imenu uporabnika počela umetna inteligenca oziroma trgovalni robot. Stranka Neumann Wallet mora samo počakati, da začne dobiček pritekati na njegov trgovalni račun, nato pa si ga lahko nakaže drugam, zagotavljajo. Si lahko pogledamo, jaz sem že dolgo časa v Neumannu, lepo služil, digniral sem že vse, kar sem vložila, sedaj dvigujem samo še profit, dvigujem v Binance, samo uporabljam Neumann že par mesecev in sem večkrat dvignil vse kot treba, zadeva je top. Tu govorijo neki average ljudje, ko verjetno v življenju ne bodo nikoli bili dejansko bogati, ker vsi, ki se toliko ukvarjajo s tem, nimajo te pravega mindseta, nimajo te pravih sposobnosti, te pravih izkušenj, da bi karkoli naredili. Tako da, kar je dosti žalostno. Takšno obljubo je že prvi rumeni karton, aka red flag. V primeru 4% dnevnega donosa na naložbo v višini 1000 evrov bi dobiček po enem letu znašal 13.600 evrov, kar pomeni 1,36% letno donosnost naložbe. Prej bomo našli iglo v kupici sena, kot pa resnega strokovnjaka za investiranje, ki ob obljubi takšnega dobička ne bi zmajal z glavo. Točno tako, no. Meni se zdi, da pač res vsaka karkoli ve o tem, ve, da je to scam. O investiranju pa o teh stvarih. Gremo naprej, to, da pri Neumann Walletu je obljubljena in predvsem konsistentna donosnost, ki na videz ni odvisna od razmer na trgu, le ena od težav. Problematično je tudi dejstvo, da Neumann Wallet potencialnim vlagateljem odkrito laže oziroma jih zavaja o najbolj osnovnih stvarih, hkrati pa jih celo spravlja nevarnost. Pol gremo lahko zdaj čez to, kar so šla že v najnem prejšnjem videu, ki bo tudi v bio, če se ga še niste pogledali, so v bistvu čez vse dokaze, kaj je v bistvu fiši tukaj. Tukaj v bistvu povejo, o temu fin cenu tle govorijo, da so to pač ful kako bi rekel, to nič ne potrdi, no. To si pa članek bo tudi v opisu, to si lahko sami preberete, ne bom tle še enkrat tega bral. Isto njihov naslov, čist napačen, nobenega ni tam, njihov tim, fake as fuck. Če pogledamo, to je grozen. Kitajske skrili, to je, kar nisva govorila in je zelo zanimiv. Kam potujejo podatki o strankah Neumann Walleta? S kom izmenjujejo denar? Spletna stran bi obiskovalce rada prepričala, da je doma v Združenih državah Amerike, kjer je na zadnje tudi poštni nabiralnik podjetja. Tudi iz kakšnega razloga bi ameriško podjetje spletno stran registriralo na Daljnem vzhodu in to prek drugega podjetja. Kot razkrivajo podatki o domeni investcloud.top, kjer domejujeta Neumann Wallet in njegova trgovalna aplikacija app.investcloud.top, je spletna stran pri singapurski izpostavi kitajskega tehnološkega velikana Alibaba registriralo podjetje Trade Limited s sedežem v Hong Kongu. Lahko vidite podatke o temu, se pravi iz Kitajske to upravljajo v resnici. Neumann Wallet je predstavljen tudi na spletni strani BTC
tge.com, ki pa je bila registrirana v ZDA že leta 2018, sprememba, po kateri ta domena prikazuje Newman Wallet, se je zgodila maja lani, skoraj istočasno kot na spletni strani, ki gostuje na Kitajskem. Red flag. Tukaj si lahko preberete, da je bil spet nek podoben scam takrat narejen. In aplikacije nikakor ne nameščate. Newman Wallet stranka ponuja tudi mobilno aplikacijo, a je ni mogoče dobiti na ustaljen način, torej za namestitev prek servisa Google Play ali Apple Store, kar je že red flag. Temveč ročno prek namestitve datoteke APK samo za pametne telefone z Androidom. Da se tudi na Apple to dobiti, ampak I guess. To že sploh velja za precej tvegano potezo, vsa uporabnik s tem nima zagotovila, da je nekdo preveril verodostojnost aplikacije v konkretnem primeru. Pa je namestitev aplikacije naravno osnovna odločitev. Ne le zato, ker so osebe, ki jo ponujajo, dokazano lažejo o svoji identiteti, temveč tudi zato, ker aplikacija, ki je domnevno namenjena trgovanju, zahteva kopico dovoljenj, med drugim tudi kritična, kot so dostop do datotek na pametnem telefonu, dostop do lokacijskih storitev in dostop do uporabe obeh kamer. Red flag. Ponzijeva shema, tle je v bistvu razložen še enkrat, kako to deluje. V bistvu, to si lahko sami preberete, ne bom izgubil časa. In ja, basically, to je to o tem članku, bo v bio. Zdaj me veseli, da so še drugi mediji začeli o tem govoriti, ker se mi zdi, da bi res rabili več ljudi o tem govoriti, ker res veliko ljudi, sploh po tem videu so ugotovili, da res več ljudi, kot sem mislil. Imaš Telegram grupe, vse, ker so te delužne ljudje, ki se tam pogovarjajo, 4%, Tako da ja, to je to, kar je v bistvu smo reči v tem videu, zelo nice, da takole obveščajo ljudi. Tako da ja, to je spet bil tak kratek video, sam nek tak easy update na to Newman Wallet zadevo. Če vam je bil všeč ta video, lajkite, šerite z ljudmi, ki imajo Newman Wallet, verjetno jih ima ful veliko, tako da ja, peace, se vidimo v naslednjem videu.